Mestna občina Maribor je bila neuspešna v kandidaturi kot prireditelj tekmovanj Evropskega prvenstva v košarki leta 2013. O tem so bili obveščeni kar preko elektronske pošte, Košarkaška zveza Slovenije pa v pismu ni navedla razlogov za neuspeh. Prav gotovo nam ne more biti vseeno za odločitev, ki je sprejela Košarkarska zveza Slovenije na včerajšnji izredni seji izvršnega odbora. Ne more nam biti vseeno in mi bomo vse naredili, da bomo na nek način odreagirali. Ena od reakcij je bila tudi današnja tiskovna konferenca, kjer smo povedali, da smo dejansko razočarani nad takšnim odnosom, nad takšnim postopkom, ki so ga pač uvedli. Upam, da bomo dobili neko obrazložitev, zakaj smo mi izpadli kot drugo največje mesto, košarkarsko mesto med drugim tudi. Maribor je dve stvari dodal. Dodali smo pri 4 tranših plačil, smo dodali zgolj, da lahko realiziramo šele takrat, ko imamo sprejet proračun. To je čist normalna zadeva in dodali smo stavek, da podpis pogodbe župana more potrditi mestni svet. To smo storili zaradi tega, ker je bilo jasno in glasno rečeno, da bodo odločitve aprila meseca in mi smo 31. marca predvideli to potrditi na seji mestnega sveta. Na predhodni seji mestnega sveta ob obravnavi prvega proračuna pa so bili mestni svetniki seznanjeni s tem in so vsi izrazito podprli in so rekli, dajmo se potruditi za ta projekt skupaj. Sta bila lahko to razloga za reakcijo zveze? Ne. Na nobenem primeru tu kategorično si upam trditi, da to nista bila razloga za to, da je Maribor ven izpadel, ampak razlogi so bili nekje druge. Ne bo me nihče prepričal, da je lahko to razlog, ker če bi to razlog bil, bi oni prišli, bi se mi lahko med tem časom seveda tudi korespondenčno pogovarjali in te stvari tudi dorekli, ampak ne, oni so zdaj seveda našli to kot neki razlog, ne, ker če bi to razlog bil, ne, se bi mogli konec konca tudi druga mesta ne bi smela dobiti. Ne bi smela dobiti, zaradi tega, ker tudi Koper ni podpisal, ker tudi Novo mesto ni pravočasno podpisalo, pa so ravno tako dobili. Pa še drugo, kar je, Mestna občina Ljubljana še do danes ni rabila nobenega zagotovila dati, da je zainteresirana za izvedbo tega projekta, seveda polfinale, polfinale. Zakaj? Zato, ker ve, ker imajo Stožice, hvala Bogu jih imajo in bojo seveda, to je edina kapaciteta, ki je pač možna na ta način to speljati, ampak kljub temu bi pa so dolžni seveda na nek način tudi participirati. In kaj, če oni zdaj ne bojo participirali, bo rekli, ne, mi ne bomo to plačali, kaj bomo igrali v Gradcu? Kaj manjka dvorani Tabor, da postane primerna za izvedbo tekmovanj? Poglejte, dvorana Tabor je bila sprojektirana pred 26 leti, delno tudi nedokončana. Takrat so bili drugačni kriteriji, ki so bili zahtevani. Dvorana Tabor je na nek način postala tudi dvorana osnovnih šol takrat in predvsem na področju torej sanitarno-tehničnih garderob in spremljajočih prostorov, en kup pisarn, ne vem, fizioterapije, takšne zadeve, to vse manjka in to bi umestili v vzhodni in severni aneks, tudi dostop za VIP goste, določene lože, več pisarn, novinarji nimajo svojega prostora. To pomeni, da je dvorana potrebna ene temeljite prenove. Nova dvorana Tabor vsekakor bo končana do leta 2013? Glejte, mi bomo naredili maksimalno naredili, da bo dvorana do leta 2013 končana.